Zakaj si je to visoko priznanje za področje kulture najbolj zaslužil gospod Stane Jurgec? Stane Jurgec ima za sabo več kot 2 desetletji vodenja mariborske opere in to je seveda najbolj izstopajoče, saj je v tem obdobju mariborska operna hiša postala nekakšen regijski tempelj za opero in kot vemo, jo obiskujejo ljudje z enega radiusa 100 kilometrov okrog. Mogoče kako bo z prireditvijo, kdaj in kje si jo lahko ogledajo Mariborčani? Zelo lepo vabim Mariborčane, da ne samo počastijo letošnje nagrajence, ampak ker je to 25. podelitev, pričakujemo v dvorani tudi še živeče prejemnike nagrad v preteklih 2,5 desetletjih. To bo lepa priložnost, da se z njimi srečajo po prireditvi, poklepetajo, v prvi vrsti pa seveda pozdravijo in zaploskajo letošnjim prejemnikom. Letos je dobil listino tudi Luka Šulić, tako je. Kako to, da ste njega izbrali, to je verjetno eden najmlajših nagrajencev? Ja, nisem čisto natančno preveril, ampak bi se strinjal, da je to verjetno najmlajši nagrajenec. Res pa izjemne uspehe v zadnjih 2-3 letih. Je zvezda, vzhajajoča zvezda na evropskem koncertnem nebu. Seveda ljudje ga pa poznajo po predelavi Jacksona skupaj z violončelistom Hauserjem, ki je na YouTubu in tam so si to izvedbo ogledali že milijoni in milijoni. Rekli so pa, da je to hrvaški violončelist, mogoče je to tudi nekakšna izjava, da je vendarle gospod Šulić iz Maribora? Tokrat lahko to seveda malo popravimo, to napačno navedbo in upam, da nam bo to uspelo, ja.